Buonasera a tutte e a tutti. Lepo pozdravljeni, lepo pozdravljeni. Hvala, da ste danes tukaj z nami na tem dogodku. Tako kot vam je že Kevin napovedal, se jaz ukvarjam z habitati in upravljanjem okolja, zlasti na območjih Natura 2000. In danes bomo tukaj obravnavali zelo zapleteno temo, torej kako lahko ohranimo habitate, ki so zelo pomembni. Gre za travnike in pašnike na kraškem območju, tako na slovenskem delu kot na italijanskem delu. In bomo skušali ugotoviti, katere strategije lahko izvajamo, zato da poiščemo skupno rešitev, da po eni strani spodbudimo dejavnosti v prostoru in po drugi, da ohranimo habitate. Pri tem moramo upoštevati, da ti habitati so odvisni od delovanja človeka in zato moramo poiskati nekakšen kompromis med tema dvema pomembnima dejavnostma, torej ohranjene po eni strani in bomo videli tudi kako, in po drugi strani socioekonomski razvoj dejavnosti na področju agronomije. Sedaj bom zagnal svojo predstavitev. Evo. Danes bomo skušali razumeti in jaz vam bom nekako predstavil, kako lahko na posebnem območju, kot je kraško območje, to je matični Kras, moramo poiskati strategije in ukrepe, zato da lahko ohranimo in upravljamo z ozemljem in vplivamo na določene spremembe, ki spreminjajo okvir ohranjanja habitatov, vrst in tudi strategije za čedalje bolj trajnostni razvoj ozemlja, tudi v smislu ohranjanja narave. Kras je zagotovo pomembno območje z številnih vidikov. Kraški pojavi seveda so dobili ime po tem delu Krasa, ki sega do notranjosti Slovenije in sega vse tja do morja na območju Tržaškega Krasa, kjer apnenčaste stene segajo v morje. Gre za območje, kjer se odvijajo zelo hitre dinamike. Te dinamike spreminjajo obraz Krasa, spreminjajo omrežja in ekološke funkcionalnosti, saj veliko potreb po ohranjanju izhaja iz tega, da so bile opuščene določene tradicionalne aktivnosti, kot je paša oziroma določene oblike košnje. Krajina se je zelo spremenila v zadnjih stoletjih. Pomislimo na vse pomembne faze Krasa, ki se je spremenila v travnik, v gmajno, polno kamenja zaradi košnje, zaradi urezovanja grmičevja in dreves, recimo v drugi svetovni vojni. Potem so nasadili velike gozdove črnega bora in v preteklih 60-70 letih se je gozd spet razširil in je zasedel prostor, kjer ni bilo več proizvodnih območij, dejavnosti in infrastrukture, torej obrobna območja. Vsi ti pojavi so mogočni, obsežni in tudi zelo hitri in zaradi njih moramo danes razmisliti, kaj bi radi naredili s Krasom in kako bi lahko ohranili določene travne habitate. To bomo videli kasneje v moji prezentaciji. Ne gre tukaj samo za željo in za zavedanje o teh temah, ampak danes gre predvsem za zavezo, za potrebo, kajti številni habitati so specifični cilj ohranjanja v skladu z direktivo o habitatih. Kasneje bomo tudi obravnavali, kako je prišlo do tega prehoda od zaščite gozdov do zaščite travišč v zadnjih 40 letih.
Na Krasu so bile zapisane različne zgodbe, od zdavnaj je razdeljen na različne države, ki so tukaj zasedale prostor skozi stoletja. Gre za pretočno mejo, mobilno mejo med Italijo in Jugoslavijo in danes v znamenju popolnoma sodelovanja med Italijo in Slovenijo, ki sta del velike evropske družine, in to nam omogoča, da imamo strateški pogled pri upravljanju tega ozemlja. Ta strateški pogled ne pomeni, da moramo vsi delati isto, zato ker imamo različna pravila, zakone, načine upravljanja, socioekonomski pristop je različen in to je predvsej razvidno. Ampak lahko dosežemo skupni cilj, torej zamisel, idejo o prihodnosti, ki jo bomo gradili, in vsak bo to naredil s svojimi orodji, pravili, pravilniki, zakoni in svojimi skupnostmi. Izpostaviti je treba, da ta ideja, da zaščitimo kraško gmajno in travišča za košnjo, pašnike, vse to bomo nekako povezali, izhaja iz nekaj let nazaj. Prej so gledali na Kras na drugačen način, o Krasu pa tako italijanska kot slovenska botanična šola, pomislimo na vlogo teh šol tako pri študiji, kot tudi pri zametkih ohranjanja tega ozemlja. Imamo v misli tukaj profesora Livia Poldinja, ki je preminil pred par leti, in on je pravil, da je treba zaščititi to pomembno, bogato dediščino, ta suha travišča, ker vemo, da imajo res velik pomen tako za živali kot za rastline. In takrat v bivši Jugoslaviji so imeli zelo bogato šolo, ki je opravila veliko študij, s katerimi smo razumeli to vrstno rastlinstvo, jih opisali in smo ugotovili, kako so pač ta različna od drugih suhih travišč, recimo v zahodni Italiji. In torej že v 70-ih letih so ugotovili, da je tukaj nekaj pomembnega, nekaj, kar se zelo hitro spreminja. Sedaj bi vam rad na kratko predstavil neke splošne kulturne smernice o tem, kako se danes dogovarjamo o tem, da so travišča in travniki za košnjo habitati, ki jih je treba zaščititi. To zavedanje pa ni tako solidno v tradicionalnih tehnikah za ohranjanje narave od 19. stoletja dalje, od nacionalnih parkov v Združenih državah, kjer so tam ohranjali naravo tudi v turistične namene. Vse tja do polovice prejšnjega stoletja in malce dlje se dajalo prednost tomu, kar je bilo zelo naravno, recimo alpskim parkom. To so bili prvi parki, ki so bili vzpostavljeni v Italiji. V Sloveniji je to veljalo za Triglavski narodni park. In seveda sem sodi tudi park Plitvice. Na tak način so ohranjali in zaščitili naravo. In to je bilo pomembno, saj je omogočilo, da smo ohranili velike potoke naravoslovnega pomena, in to sedaj skušajo razviti tudi na Južnem Balkanu, med Severno Makedonijo, Kosovom, Albanijo, kjer je veliko sprememb ozemlja. Drugje pa se je ta politika nadaljevala, še vedno vzpostavljamo naravne parke, naravne rezervate. V 80-ih letih pa se je vizija spremenila in torej smo prišli iz tega, da bi ohranili to, kar je najbolj naravno, na ohranjanje biotske raznovrstnosti. Danes se nam zdi normalno, da zaščitimo vrste, metulje, netopirje
floro in fauno. Ampak dejansko ta tema je nastopila ob koncu 90. let z dvema simboličnima dogodkoma, torej konvencijo v Riju in konvencijo o biotski raznovrstnosti. S tem so želeli ohraniti ne samo naravne elemente, ampak biotsko raznovrstnost. In potem v Evropi so sprejeli direktivo o habitatih in direktivo o pticah leta 1979, na to so jo posodobili par desetletij kasneje. In vse te konvencije in direktive so uvedli ta pojem. Ohraniti moramo biotsko raznovrstnost na splošno in moramo tudi si zastaviti cilje za določene vrste, ki živijo v določenih habitatih, ki so pomembne za to, da ohranimo živo zoološko in botanično komponento in habitate v Evropski uniji. Zato so uvedli cilje, o tem bomo govorili do konca današnje predstavitve. Mi moramo nekako, ker smo del Evropske skupnosti in vsaka država članica je sprejela pač direktivo o habitatih v svoj pravni red in moramo poskušati ohraniti vrste in habitate, ki jih pač direktiva določa. Slišali ste že za priloge k tej direktivi in seveda sem sodi tudi direktiva o pticah, ki je zelo podobna. Torej, osredotočili smo se na specifične cilje in poleg tega smo uvedli tudi dostojanstvo posameznih habitatov za ohranjanje. Predtem so habitati bili pomembni za posamezne vrste, ker je v njih prevladovala določena živalska ali rastlinska vrsta. S to direktivo pa se osredotočamo na zaščito vseh habitatov in na naslednji prosojnici bomo potem videli, da ko govorimo o suhih traviščih in kraški gmajni, gre za točno določen habitat, ki je vključen v priloge k direktivi, ki določa, da so to teme, ki jih moramo deliti, zato ker je naš skupni cilj ohranjanje. Zadnji prehod, ki je bil kulturno zelo zanimiv, je bil naslednji. S to direktivo so prvič omenili dejstvo, da je treba ohraniti habitate, ki jih je ustvaril človek. In tukaj so se stvari zelo spremenile. Tukaj ne govorimo samo o gozdu, o šohtu, o meliščih, o lagunah, ampak rekli so torej, da moramo ohraniti tudi travnike za košnjo in pašnike, ki so pač rezultat človeških dejavnosti. In tukaj je prišlo do pomembnega prehoda. Zakaj? Kajti na eni strani smo začeli opazovati, gledati na stvari na drugačen način, dali smo pomen človekovim dejanjem, ki so pomembne za biotsko raznovrstnost. Po drugi strani pa nam je to povzročilo določene težave, kajti dobro vemo, da če moramo ohraniti suho travišče, pašnik oziroma travnik za košnjo, moram nekoga imeti, ki skrbi za upravljanje teh območij in tukaj treba najti kompromis med tradicionalnim upravljanjem po eni strani in po drugi strani tudi preživetju in ekonomski prednosti za te dejavnosti. Zato, ker če temu ni tako, se dogaja to, čemur smo priča danes, torej po eni strani pride do zapuščanja najrevnejših območij, po drugi strani pa gnojimo čedalje več, kajti gnojeni travniki proizvajajo več krme, zato so bolj produktivne, ali pa celo poskušamo spremeniti prostor, recimo s širjenjem vinogradov, ki je zelo donosna dejavnost, ampak za ohranjanje habitatov je to konkurent.
Torej moramo razumeti, katere strategije in katere ukrepe, ki izhajajo iz strategije, lahko izvedemo z namenom ohranjanja teh travnikov. Ohranjanje, kot sem že prej povedal, je tema, ki jo poznamo, vsi jo razumemo, občutljivi smo na to temo, vsi mi, ki smo danes tukaj na tem dogodku, ampak zastaviti si moramo tudi cilje. In tukaj se je spremenila paradigma. V preteklosti smo imeli zaščitena območja, območja z različnimi stopnjami varovanja in zaščite. Danes pa nam pravijo, dobro, to je v redu, ampak morate vedeti, da na italijanskem Krasu morate zagotoviti preživetje toliko hektarov kraške gmajne. Zakaj? Zato, ker gre za zaščiten habitat, ki je formalno zaščiten tudi na evropski ravni. Stvari so se še dodatno zapletle, zato ker iz želje potem, da zagotovimo bogatstvo našega ozemlja, moramo po eni strani ohraniti to ozemlje, po drugi strani pa moramo razumeti, kako bomo to ohranili in to ne samo z financiranjem recimo nekega LIFE projekta, Interreg projekta, ampak moramo poiskati mehanizem, ki deluje tudi na lokalni ravni in torej moramo razumeti, kako lahko vse to pretvorimo v nekaj, kar je trajnostno skozi čas. Evo, sedaj smo risali kulturni okvir našega delovanja in to je zelo pomembno, zato ker vse politike, ki jih izvajamo za ohranjanje tega območja, se navezujejo na te strategije, ki izhajajo v dobršnem delu iz direktive o habitatih in o pticah in tudi nacionalnih in regionalnih predpisov. Dežela Furlanija Julijska krajina ima svojo deželni zakon. Furlanija je tudi dežela s posebnim statutom in zato lahko ima zelo močne in obsežne zakone. In s tem zakonom pa zaščiti 8000 travnikov v deželi. Teh travnikov se ne sme obdelati in pognojiti na neustrezen način. In s tem ukrepom, ki dokazuje, da je naša dežela zelo občutljiva na to temo, dežela pač posega ne v smislu prepovedi in predpisov, ampak na bolj pragmatični način v sodelovanju z lokalnimi izvajalci in sicer v obliki spodbud, subvencij, zato da se poišče najustreznejše načine paše, zato da se zagotovi donosnost dejavnosti in tudi kakovost pašnikov. Kraška gmajna, travišča in travniki za košnje so precej obsežna tema. V okviru projekta bomo predstavili tudi rezultate našega delovanja v tem projektu. Seveda danes to postavljamo v nekakšen uvodni okvir, ogledali si bomo tudi projekt in dodatne ideje. Torej, kraška gmajna je pomembna tema, ki nima enakega pomena, o tem smo se pogovarjali z slovenskimi kolegi v slovenskem prostoru, ampak na splošno lahko trdimo, da sem spadajo vsa tista območja za pašo, ovc in koz, ki se nahajajo na revnih tleh in daleč od zaselkov. Ne, to je pač dobro znana gmajna. In večkrat so bila tudi v lasti jusarskih sren, to so bila najrevnejši predeli določenih gospodarskih dejavnosti. Več kmetijstva je bilo blizu naselij. Z vidika biotske raznovrstnosti pa so to izjemna območja. Veliko je tukaj vrst na območju 10x10 metrov, je lahko več vrst rastlin, živali. Zato so pomembna območja in pomembna okolja. In poleg tega je kraška gmajna pomembna tudi bolj mogoče na italijanski strani kot na slovenski, tudi zaradi tega, ker
gre za rastlinstvo, za vegetacijo, ki je ilirske narave. Torej gre za območje suhih travišč Severnega Balkana, ki sega v notranjost Italije. Zakaj? Zato, ker Kras je precej posebno območje. Določene vrste ne presegajo recimo Soče, proti zahodu, ker je Soča pomembna ovira. Druge vrste pa ob vznožju Alp segajo v notranjost Italije. V južnem delu Slovenije pa ta habitat in na Hrvaškem je ta habitat zelo, zelo dobro zastopan. Tukaj vidite na tej prosojnici, ne bomo si tega ogledali v detajlu, ampak tukaj vidite razvrstitev tega habitata na področju fitosociologije. Tukaj imamo dve evropska razreda, Corinne Biotops in EUNIS. Več imen je tukaj za našo gmajno, pomembno je pa, da razumemo, kje moramo kaj narediti, in potem tukaj bi se pač rad zaustavil pri razvrstitvi po sistemu Natura 2000, torej po direktivi Habitat. Kraška gmajna od pionirskih vrst do pašnikov, do travnikov za pašo. Ogledali si bomo potem tudi slike. Taka. No, so označeni s kodo 62A0. Ime je precej zapleteno, ga vidite tukaj. Ampak to je pomembno zato, da ugotovimo, da direktiva Habitat ne ločuje samo ekoloških habitatov, recimo hrastovih gozdov na pnečnastih tleh, ampak razvršča območja tudi na podlagi fitogeografskih značilnosti, torej imamo ilirske borove oziroma hrastove gozdičke na določenih tleh in tega ni recimo na območju podnožja Alp. In podobno velja tudi za travišče. Ta habitat 62A0 je bil uveden na seznam habitatov, ki jih treba zaščititi, ravno ob vstopu Slovenije v Evropsko skupnost, zato ker ta seznam habitatov je nekaj fiksnega. Znanstvena skupnost noče tega stalno posodabljati, ampak posodablja ta seznam z novimi državami, ki vstopajo, in torej nova država članica pravi, ja, pri nas doma imamo tudi to pomembno vrsto, in torej Slovenija je uvedla ilirska travišča in tudi hrastove gozdove ilirske vrste. Mi, ki smo bili na tej strani vrste, to nas je zelo odradostilo, zato ker smo vključili še ta nova območja na ta seznam in s tem predlogom lahko ustrezno določimo določena območja v Evropi, kjer obstajajo ti habitati, in vidite, da so ta območja zelo pomembna, še toliko bolj pomembna, kajti jih delimo med Italijo, Slovenijo in Hrvaško. V Italiji sicer samo en delček je, ampak vsi smo poklicani k temu, da jih zaščitimo. Še ena zanimivost, v Italiji imamo še podoben ilirski habitat v deželi Apulija, na nekih goratih predelih so ilirska travišča. Ko je bila Otranska ožina prehod v ledeni dob in ni bilo morje, in torej v Apuliji je tak manjši ilirski otok, ki se ohranja in je zaščiten. Zato razumete pomen. Seveda sem nisem uvrstil travnikov za košnjo, danes bomo govorili bolj o kraški gmajni. Travniki za košnjo so habitat, ki je zaščiten
po direktivi s kodo 6510. Gre pa za habitat, ki je zelo odvisen od človeških dejavnosti. Mi pa govorimo bolj o pašnikih, to pa so travniki za košnjo, ki so zelo prisotna na območju Krasa, zlasti v bližini naselij, kjer so bila bolj rodovitna tla, ali pa na dnu dolin, kjer se je lahko proizvajalo več. In to je tudi pomembno. Danes pa se bomo osredotočili na kraško gmajno. Sedaj vam bom pokazal 4 slikice, ker moramo razumeti dobro, o čem govorimo. Ne, prej smo orisali kulturni okvir in strategije za ohranjanje, znotraj katerih delujemo. Niso absolutne, ampak so zdajšnje, torej trenutne, biotska raznovrstnost, človeška dejanja in aktivnosti. Opredelili smo predmete našega ohranjanja, sedaj pa si bomo ogledali, da znotraj teh travišč je nekaj bolj zapletenega, ne ker gre za različna botanična imena, ampak ker iz tega izhajajo določene potrebe po upravljanju v prihodnosti. Tukaj vidite 4 vrste kraške gmajne. Prva, levo zgoraj, je dolina Glinščice. To je primitivna kraška gmajna na tem grebenu in tam piha močan veter, zato ni naravnih procesov razraščanja, pokrivanja z grmičevjem. In ta gmajna, ki sega vse tja do Hrvaške, je območje vrst, ki so se prilagodile tomu območju. Drugo območje, zgoraj desno, je kraška gmajna na goratih predelih. Tukaj smo v Sloveniji, kjer je bilo veliko obsežnih površin z vrstami, ki niso bile vezane toliko na vroča območja, ampak na suha tla. Tukaj vidite neko travinjo, ki cveti spomladi in prekriva pač ta del goratih kraških gmajn. Levo spodaj imamo značilno termofilno kraško gmajno Tržaškega krasa. In prejšnja in ta kraška gmajna sta bili območji, ki sta bili namenjeni paši, zlasti ovc in koz, tudi krav seveda, ampak živali, ki pač so primerne za revno krmo, ki je značilna za ta območja, kjer je veliko drenaže vode v tleh in rastlinske vrste so tako trde in imajo zelo malo hranil za živali. Spodaj desno imamo še eno vrsto travnika, to je travnik za pašo. Zelo razširjeno je to območje na slovenski strani, manj na italijanski strani, in gre za nekakšno prehodno območje, kjer so kosili travo spomladi in potem so namenjali pač to območje paši, zato da bi se živali nahranile čez vse leto. In tukaj vidite značilne vrste kraške gmajne in tudi vrste, ki so značilne za travnike za košnjo, in tukaj so tla globlja. Jasno je, da ta zadnja vrsta je travnik, ki je bolj primeren, oziroma travišče, ki je bolj primeren za večjo proizvodnjo, za večjo produktivnost, tudi za pašo krav, čeprav v omejenem številu. Ostale vrste pa so pašniki, ki so bolj revni
in se jih lahko v preteklosti upravlja samo na določen način. Tukaj vidite nekaj rastlinskih vrst. Oglejmo si sedaj nekaj ljubkega, tako zanimivega, ki nekako predstavlja vse to, kar sem povedal do sedaj. Tukaj vidite 4 vrste, to so prave simbolične vrste. Prva je Satoreja subsicata liburnica in gre za ilirsko vrsto. Imamo to in še bolj belo različico in ta je tako zanimiva, zato ker je specifično naseljena na Krasu, vse do Padrič in Trepč in ne sega onkraj. Druge vrste, recimo Jurenea mollis, sega do Soče in ne dlje. In torej so te vrste vezane bolj na gorate kraške gmajne, v Sloveniji jih je več. Jurenea mollis je lepša vrsta in je značilna za suho kraško gmajno in tudi za travnike za košnjo in je prisotna povsod po Krasu. In tukaj se lahko navežemo na nekaj drugega, seveda govorimo o habitatih, o rastlinskih vrstah, ampak že po teh vrstah ugotovimo, kako so ta območja in okolja pomembna. Imeli ste že srečanje tudi o opraševalcih, ne? Kako so ta območja torej pomembna za opraševalce, za zelo redke metulje, za čebele. In torej ohranjanje teh območij je ključno, da zagotovimo tudi preživetje številnih vrst opraševalcev, ki odigrajo tudi pomembno vlogo pri določenih posevkih. Ti dve vrsti nista zaščiteni, zelo razširjeni ste. Ostali dve vrsti pa sta bolj zaščiteni. Na levi strani spodaj vidite genisto halopetalo. Tukaj smo na obrobju gmajne, primitivne gmajne in meliščem. In to je tudi spet simbolična vrsta za Kras, kajti jo najdemo v nekaterih krajih v Italiji, v Sloveniji in na Hrvaškem, tako kot Morzellina tomazini. In torej gre za vrsto, ki predstavlja Kras kot ekološko območje, kot homogeno območje in je ta vrsta zaščitena po direktivi o habitatih. Ni težko zaščititi te vrste, dobro se počuti povsod, ampak jo spremljajo vsakih 6 let. In še na koncu še ena vrsta, je ena najlepših orhidej, ki jih imamo tukaj pri nas. Ime je Haematoglossum adriaticum. Tudi ta vrsta je zaščitena po direktivi o habitatih v vseh 3 državah članicah. In prečka kraško območje, sega onkraj kraškega območja, ampak želim vam jo pokazati, ker nima težav z razraščanjem. Grmičevja na Krasu ljubi senco ob grmičevju in ne rada pač uspeva v središču, na sredini travišč in to dokazuje, da določene vrste so prilagojene okolju, druge pa marajo bolj to zmedo med travniki, delčkom gozda in torej tudi ta vrsta je zelo dobro ohranjena. Seveda vse to, kar bomo naredili, ne bo pokrivalo hektarov kraške gmajne brez grmičev, brez ničesar. Prvič, ker tega ne zmoremo, in drugič, ker ni v redu, ne? Kajti večkrat gre za posebno krajino, ki je bogata z pomembnimi mikrohabitati. Za določene vrste ptic so pomembni odprti prostori in tudi prisotnost grmov, ki ponujajo jagodičevje.
In torej na bogatem območju z mikrohabitati imamo veliko zgodb o uspehu na področju ohranjanja vrst. Vrnimo se trenutek nazaj. Sedaj bomo skušali ugotoviti, kateri so mehanizmi in kako lahko nekaj naredimo. Kraško območje se spreminja zelo hitro. Italijanski kras je bolj podvržen tem dinamikam, kajti kmetovanje je manj razširjeno tukaj v primerjavi s slovenskim krasom in tudi zaradi organizacije, zaradi politik iz preteklosti so lažje ohranjali določene kmetijske dejavnosti. Ta proces pa je v teku, se dogaja, recimo, če se premaknemo proti gorati gmajni, je tukaj veliko razraščanja, veliko je grmičevja. In to je pomembno, zato ker v umetno ustvarjenem habitatu, kjer se je vložilo veliko zato, da bi ga ohranili čistega, ko teh dejavnosti ni več, ko se prekinejo, narava ponovno vzame nadzor nad prostorom, najprej se pojavijo tukaj trave, potem grmičevje in potem gozd. In torej danes skušamo se boriti proti tej dinamiki, ker pač se naseljuje gozd na vseh območjih, ker človek ne opravlja nobenih dejavnosti. In to je pomembno, zato ker se ne dogaja premočrtno z časovnega vidika. Vidite tukaj sliko, ki je bila posneta z dronom ob vznožju hriba Kokuso. In tukaj vidite, da je Ruj ponovno naseljuje ta prostor in ta proces se samostojno razširja in poteka zelo hitro. To je ugotovil že profesor Poldini, ki že leta 1986 pripravil matematični model, s katerim je določil, da se je ponavljala ponovna naselitev Kraške gmajne in on je povedal, da če razmerje bi bilo 90 in 10, bi bilo takrat težko ohraniti Kraško gmajno, kajti ko izgine Kraška gmajna, izginejo tudi vrste. Torej, če imamo še naravni mozaik, vrste prihajajo in grejo. Če pa večja območja se spremenijo v gozd, potem izginejo tudi vrste Kraške gmajne. In tudi ko uvedemo novo grmičevje, nimamo več travnikov kot prej. Veliko je študij, ki so ugotovili, da obstaja več mehanizmov. Če si ogledate našo zemljo, takoj ugotovite, da na območju ruja se širijo višje grmičevja in potem nižji deli ruja kolonizirajo travnik in potem se dvigne in se premika dalje. In tukaj vidite to zelo nazorno prikazano na tej sliki in te skupinice ruja se potem povežejo, se združijo. Kjer pa je gozd, imamo vrste dreves, ki se kot fronte premikajo. Pri vsem tem pa ne smemo pozabiti, da človek zaradi določenih strategij, kaj je naredil? Je izvedel nasade črnega bora in drugih vrst, zato da bi obnovil gozd. To je delovalo, v določenih delih so te borove gozdičke zamenjali listovci.
ampak danes imamo borove gozdičke, ki so slabo ohranjeni in predstavljajo nevaren element zaradi požarov. Črni bor je posebna vrsta, proizvaja veliko iglic, ki se ne razgradijo in je torej zelo podvržena požarom. Danes pa imamo na mestu raznoliko strategijo. Na slovenski strani obrezujejo pač te borove gozdove in sadijo listavce, na italijanski strani pa tega ne počnejo, zato ker gledajo na ohranjanje gozda na drugačen način. Ampak ne smemo pozabiti, da nam je to pomagalo pri pogozdovanju, pri obnovi gozdov in danes moramo poiskati bolj ustrezne rešitve, tudi zaradi nevarnosti požarov, tveganja zaradi požarov v tem okolju kraške gmajne, travišč, ki so očiščene. Gre torej za okolje, ki je manj kritično za vžig in širjenje požarov. In prav s tem čiščenjem kraške gmajne smo ta rezultat dosegli. Sedaj vam bom spregovoril o ukrepih, ki smo jih izvedli v tem projektu. Torej, povezali smo znanje, podatke na slovenski strani in na italijanski strani. Potem smo jih seveda uredili na homogen način. Karte, mape so pač različne v obeh državah in torej smo se posvetili temu, da smo poiskali evropske, slovenske in italijanske karte, dorekli smo cestno infrastrukturo, poiskali smo povzetek vseh zaščitenih in zavarovanih območij na Krasu, najrazličnejših vrst. Tukaj veljajo seveda različni predpisi in potem smo upoštevali še druge elemente, recimo ves tisti del, ki je bil namenjen ribnikom, ki so pomembni za biotsko raznovrstnost. Torej, združili smo vse te podatke v sodelovanju z Univerzo na Primorskem. Oni so nam ponudili slovenske podatke in tudi ključe za razumevanje teh podatkov in potem smo vse to oblikovali v enoten sistem in to je bil že dober rezultat. Na osnovi teh podatkov smo pripravili karto kraške gmajne, tako tiste bolj suhe, kot tudi travnikov za pašo, ki je povezovala Italijo in Slovenijo, torej združili nekako smo tudi nehomogene karte. V Sloveniji imajo zemljevide Natura 2000, slovenski del je skoraj v celoti Natura 2000, razen Sežane in drugih delov. Na italijanskem strani pa smo nekako na polovici Natura 2000, polovica je, polovica ni. Slovenski podatki o rabi tal so bili zelo natančni in so bili zelo koristni, da smo sestavili ta pregled, ta okvir. Na italijanski strani pa so bili podatki manj natančni, ampak so pokrivali večjo površino habitatov. Tukaj vidite prikaz krasa, torej matičnega krasa, tudi z določenimi deli, ki segajo onkraj krasa, recimo območje Mil ni ravno kraško, ampak tudi to območje upravlja Las Kras. Veliko je odprtih travnikov na slovenskem delu, v Italiji pa je stanje zelo težko. Jaz bolje poznam italijanski del in zato lahko rečem, da v Tržiču in v Ronkah in še nekje drugje so pač določena območja,
recimo za vojaške vaje, območje v Banjih. Je bilo čudovito območje, danes tam nimajo več vojaških vaj in torej se zaraščajo celo z črnim borom, ki se spušča od vrha Griča. Gre za torej zelo raznolika območja in površine in zato smo morali razumeti, kakšno je stanje habitatov. Skušali smo razumeti, kateri je obseg posameznih travišč in kateri so stiki. Jasno je, ne, da travišče, ki je zelo artikulirano in razdrobljeno z grmičevjem, je območje, ki mu tvega izginotje. Kraška gmajna, ki je pa bolj kompaktna, mogoče površinsko omejena in ima malo stikov z grmičevjem, evo, tam je stanje boljše. V zvezi s tem bi rad nekaj povedal. Stanje ohranjenosti habitata, kot je Kraška gmajna, 62A0, ni nekaj, kar vidimo z očmi, preučimo z vidika spremljanja, ampak je podatek, ki ga Evropska komisija zahteva vsakih 7 let. In še nekaj, kar je uvedla direktiva o habitatih, je obvezno spremljanje vseh habitatov in vseh vrst na celotnem nacionalnem območju vseh držav članic. Torej vsakih 7 let vsaka država članica zapiše, pri nas ta in ta habitat je ohranjen pod temi in temi pogoji. Če povzamem, vsa območja 62A0, tako v Italiji kot v Sloveniji, pred 3 meseci je bila objavljeno poročilo, evo, ta območja so U2, to je oznaka za najslabše stanje ohranjenosti na določeni lestvici. In obe državi menita, da je ohranjanje tako okolje zelo, zelo ogroženo. In torej bi morali izvesti pomembne ohranitvene ukrepe in to je nekakšna obveznost naše strategije, ker dobro vemo, da rezultate na srednji rok bomo morali doseči. Pomembno je, da na tem delamo in začeli smo z določenimi ukrepi, pripravili smo modele o teh jedrih gmajne, ki so prednosti, ker so dovolj veliki in tam obstajajo tudi določena tveganja. Potem smo to primerjali z izsledki tehničnih omizij, kjer smo se pogovarjali z lokalnimi ustanovami, nosilci interesa in tehniki. In torej smo seveda razmišljali na tehničen način in potem smo dosegli pač rezultat, ki je bil sad tudi določenih predlogov teh delovnih omizij in ena tem teh delovnih omizij je tudi ena od tem tega projekta. Nismo obravnavali biomase, požarov, ampak to sem vam povedal zato, ker sem vam želel pokazati, kako smo celostno delovali pri tem projektu. To je nekakšen povzetek tega, kar sem pravkar povedal, torej ocenili smo na ravni zelo majhnih kvadratkov, smo ocenili na vsakem tem kvadratku, kolikšno
kolikšno travnikov je, kolikšno je shape index, kolikšna je povprečna površina, in potem smo ocenili tudi odstotek stika z grmičevjem. Na tak način smo dobili prve podatke in smo potem določili še končni indeks. Seveda je ta model zelo poenostavljen. Smo določili torej območje, na katera bi bilo smiselno se osredotočili. Potem smo delali veliko na lokalni ravni, s posameznimi delovnimi omizji in smo opredelili območja, kjer je bolj nujno, bolj pomembno, da ukrepamo. Ta območja smo določili na podlagi znanja. Recimo na območju tržaškega krasa so ti podatki bolj detaljni, na slovenskem krasu pa smo samo predlagali določena območja, ki bi jih bilo treba preveriti. Ampak to je bila pomembna iztočnica, izhodišče za naše delovanje in potem določena območja smo vnesli. To, kar so nam tehnična omizja to predlagala. Mi smo seveda delali z obstoječimi podatki in to, kar smo si zamislili, bo izvedljivo, če na območju 1 recimo si bo kdo želel spet uvesti pašo, mogoče z javnimi finančnimi sredstvi. In ta ukrep bi lahko bil pomemben. Na drugih območjih, recimo na območju številka 3, to smo navedli, zato ker tam se že odvija projekt z evropskimi sredstvi, ki jih vodi organ za upravljanje Miramarske biosfere. Gre za območje Monte Grisa, v slovenščini Vejna. Tukaj so sodelovali z gozdno stražo in so tukaj spet obnovili velike površine. Tam gre tudi za JUS, ki je dovolil uporabo teh zemljišč in deluje tudi kot garant. In tako smo ta projekt, ki se bo nadaljeval tudi v prihodnosti, zaradi prisotnosti lokalnega akterja, ki želi nadaljevati s to dejavnostjo. Torej, to je nekakšen povzetek tega, kar smo prej povedali. Torej, strategija nastane na osnovi posvetovanja z lokalnimi deležniki. Razumeli smo morali, kako predpisi, zakoni in raba kako se razlikuje med Italijo in Slovenijo. Prisluhnili smo vsem nosilcem interesa in potem smo vse to nekako povzeli. Sedaj pa so na vrsti določene ideje. Gre za nekaj, kar izhaja iz preteklosti. Gre tudi za ideje, ki so pomembne tudi z socioekonomskega vidika. Recimo, če na velikih travnikih lahko zagotovimo javna sredstva za takojšnjo obnovo, je to dobro, drugače pa moram poiskati neko rešitev, ki tem izvajalcem omogoča srednjeročno uspešnost. 3 so glavni ukrepi. Torej, ohranjanje, ugotoviti, katere so lahko spodbude, prispevki za tiste, ki imajo na voljo travnike, naj si bo to zasebnik, občina, JUS, Srenja, in da to ohranja ter upočasnjuje morebitno degradacijo, in to je zelo pomembno, kajti dobro je, da ohranimo, dobro je, da naredimo to in ono, ampak moramo biti pri tem tudi uspešni. Obnova je nekaj, kar nam omogoča, da izboljšamo
zelo degradirana območja. E quindi sfalcio, pulisco oppure pascolo. Il secondo è quello che abbiamo visto. Torej, to deluje na drugi ravni, to smo opazili tudi na območju Vene, Montegrise in na drugih območjih, tudi na Monte Cucuso, tam je bilo, to je bila velika košnja oziroma porez ruja za ponovno uvedbo pašnikov. In tam je tudi določena javna ustanova naredila velik poseg. Tretjič je tukaj širitev, to se pravi, da moramo obnoviti površina, ki so danes izgubljena oziroma skoraj izgubljena zaradi zaraščanja z gozdovi. Ta ukrep je smiseln, recimo, če posekamo črne bore zaradi preprečevanja požarov in tudi na območjih, kjer je gozd na obrobju, ki ga poskušamo, in torej poskušamo ponovno odpreti to površino. Poleg tega je treba poudariti, da obstaja določena kultura do ohranjanja ozemlja, ki je zelo raznoliko, kajti tudi pomembni akterji gledajo na gozd kot na pomemben element za kraško območje in torej nočejo žrtvovati manjših območij kraškega gozda v korist travnikov. In sedaj bom provociral. To je moj zorni kot. Če želimo odpreti nov vinograd, je bolje, da žrtvujemo manjši del gozda kot suho travišče. Seveda, z vidika direktive o habitatih so ta območja bolj pomembna, ima večjo vrednost. 4 metodologije imamo za ukrepanje, torej s pomočjo posebnih projektov obnove. Gre za specifične projekte, ki so financirane z Interreg programi, LIFE programi ali pa z drugimi finančnimi sredstvi. To je sicer pomembno, ampak jih je potrebno tudi vzdrževati. Veliko je bilo takih projektov v preteklosti. Veliko denarja, javnega denarja je bilo porabljenega in potem ob koncu projekta so bila ta območja prepuščena samim sebi in to je tudi spet slabo sporočilo za tiste, ki živijo ta prostor. Pridite sem, izvedite projekt 2 leti in potem bomo vse opustili. Torej, pri takih projektih moramo sodelovati z občino, z JUS-om, s Renjami in drugimi akterji, zato da se zagotovi kontinuiteto, doslednost skozi čas. Ni treba, da vsake 3 leta izvedemo posege. Prva leta ponavljamo manjše posege. Seveda še ena tema je pomembna, je bila predmet razprave v zadnjih letih. Gre za nadzorovane požare. To omenjam zato, ker je to zelo pomembno za ohranjanje določenih habitatov v Forlaniji, Julijski krajini. Gre za navado, ki je zelo uveljavljena v Združenih državah, v Franciji, v Španiji in to opravljajo za omejevanje požarov z zelo kratkimi nadzorovanimi požari, pač zgorijo določeni varovalni pasovi, ki preprečujejo širjenje večjih požarov. To so začeli izvajati tudi na območju Magredi ob rekah, na območju rečnih izvirov. In torej ta tema je zelo popularna, lahko bi se te nadzorovane požare uporabljajo na omejenih območjih. In to nam pomaga tudi razumeti, tudi kako upravljati z površinami po požarih. Recimo po požarih
trave se ponovno pojavljalo in lahko bi pomislili, da nadzorovane požare izvajamo na teh površinah za ohranjanje odprtih prostorov, ko je veliko gozda, taki posegi ustvarjajo nove ekološke niše. Gre za seveda izredne razmere, bolj redne razmere se nanašajo na zakonodajne in upravljalske instrumente, ki omogočajo lažje izvajanje določenih aktivnosti. Seveda, če peljem na pašo ovce in koze, je to težko, ne? Nima neke donosnosti. Pravila so zelo zapletena, dovoljenja je zelo težko pridobiti, ne? In ti akterji opustijo to dejavnost in tam zgubimo vsi, ne? Tako ti izvajalci, ki bi lahko imeli neko ekonomsko dejavnost, in mi, ki smo želeli ohraniti to travišče. In torej treba upoštevati, da gre za dva različna svetova, slovenski in italijanski pristop do predpisov. Vsaka država razmišlja po svoje in potem, ko se določi skupni splošni okvir, moramo poiskati še spodbude za te izvajalce. Veliko je kmetijskih prispevkov in spodbud, ki izhajajo iz evropskih politik. Subvencije za kmetijstvo so največji del evropskih stroškov in obstajajo tudi deželni prispevki. 400 evrov na hektar na leto ponujajo za dobro pokošen travnik v Forlaniji, Julijski krajini. In torej je več opcij in vse te opcije seveda morajo težiti k ohranjanju habitatov posameznih vrst. In pomembno je tudi to, ne, če jaz izvajam ekonomsko-gospodarsko dejavnost, recimo na mojem območju habitata. Ne smem imeti 1000 koz na majhnih območjih in zaradi tega pride do izgube, ne. Po mojem je pomembno, da mi skupnost prispevamo, damo svoj doprinos, kajti tisti, ki izvaja to dejavnost, ponuja tudi določeno storitev nam za ohranjanje habitata. Ohranjanje habitatov je skupinska odgovornost. Seveda to pomeni, da ne smemo uničiti habitata, ti ne smeš tega, ti ne smeš onega, ampak če imamo nekoga, ki deluje, ki izvaja dejavnosti in potem meni omogoča, da dosežem to rezultat, moram jaz prispevati, če pride njemu do ekonomske izgube. Še zadnja prosojnica. Tukaj vidite povzetek vsega tega, kar sem pravkar povedal. Torej, skušali smo ugotoviti, kako in kje opredeliti določena območja. Sodelovali smo z lokalnimi deležniki. En del tega projekta je namenjen tudi oceni družbeno-ekonomske trajnosti in kako se lahko ta dva vidika poveže. Ta dva vidika morata iti vzporedno za take habitate. Sotišče ni pomembno. Gorati gozd lahko uspeva tudi brez gozdnega upravljanja. Pri nas na Gmajni pa ni tako, ne. In potem imamo tukaj še obveznost doseganja rezultatov. Sesti se moramo za mizo in ugotoviti, kako lahko ohranimo to, kar že imamo. V prihodnosti mogoče bomo lahko razmišljali o tem, kako stvari spremeniti. Ampak najprej moramo tukaj vzpostaviti sistem. Po eni strani je Kras enoten z ekološkega vidika, po drugi strani
je seveda deljen med Slovenijo in Italijo in vsaka država ima drugačen način planiranja in načrtovanja prostora in torej moramo vsi skupaj razumeti, kam želimo priti in v duhu direktive mora vsak od nas poiskati optimalno metodo, ne to določa direktiva. Določa obveznosti in cilje za vsako državo članico in določa tudi, kako oziroma določi, kako moramo to doseči. Uredba pa določa, da to bo začelo veljati jutri in potem to začne veljati. Za tako zapletene teme pa ni to izvedljivo orodje. Ne mislim na evropske uredbe. Skupaj moramo razumeti, kako se premikati in gibati dalje. S to sem zaključil. Upam, da sem vam dal določena izhodišča za dodatno razmišljanje. Na voljo sem pa za dodatna vprašanja.